V državnem zboru so letos potrdili dopolnjeni predlog novele Stvarnopravnega zakonika. Dodali so novost, v kateri so živali opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari. Absolutno sem ljubiteljica živali, moram pa priznati, da prej nisem tako zelo dobro bila ozaveščena, kako so v zakonodaji opredeljene. In moram reči, da sem bila šokirana, ko sem ugotovila, da so bile opredeljene kot stvari. Seveda, vsak zakaj ima svoj zato. Stvarnopravni zakonik je del krovne zakonodaje, se pravi, v njem se ureja vse, kar ljudje posedujemo, kar je naša last. In naša last res niso samo stvari, so tudi živali. In v stvarnopravnem zakoniku so enostavno tako bile tudi definirane. V krovni zakonodaji so torej živali bile opredeljene kot stvari. In prav zaradi tega so vsa groba ravnanja z živalmi, nemarna ravnanja, mučenja živali in podobno bila vse prej kot ustrezno sankcionirana. Zaradi zakonodaje to namreč ni bilo možno. Niso bile možne tako stroge sankcije, kot bi za to morale biti. Glavni argument, ko sem se o tem že tako na začetku mandata pogovarjala s strokovnjaki iz ministrstev, je bil ravno ta, da težko strožje sankcionirajo eno tako dejanje, ker nimajo pravne podlage. Tako da s tem, ko se je v stvarnopravni zakonik žival opredelila ne več kot stvar, ampak kot živo in čuteče bitje, s tem smo v bistvu zdaj dobili neko osnovo, da v vseh ostalih zakonodajah lahko sankcioniramo v bistvu vsa ta grda ravnanja z živalmi. Pa preprečimo recimo tudi te primere, ko je prišlo do rubeža in je potem neka žival, domača žival ali pa delovna ali pa plemenska žival lahko postala del te izvršbe. Storjen je bil prvi in najpomembnejši korak. V osnovnem zakonu, ki opredeljuje naš odnos do živali, ki so naša last, se je spremenilo poimenovanje. Torej ne stvar, ampak živo, čuteče bitje. In to daje možnost, da bo v vseh ostalih zakonih, ki se navezujejo na živali, lahko vse opredeljeno bolj natančno. Sankcije se bodo lahko zapisale na novo. In potem bodo tudi inšpektori, ki hodijo po terenu, imeli veliko večjo moč. Jaz pravim tako prej recimo, kaj ti pa kdo more, če ti svoje stvari grdo delaš, ali pa če jo pustiš nekje ob cesti. Ampak vemo pa vsi, da pri živalih na tak način ne moramo razmišljati. Tako da to je zdaj ta prvi korak, najbolj bistven korak je narejen. Je pa treba zdaj urejati vso zakonodajo ostalo naprej. Če se to ne bo uredilo, potem nam tudi prvi korak ne pomaga veliko. Potepuške živali tukaj niso zajete. Na ulicah, po cestah vidimo danes lahko veliko potepuških živali. Predvsem so to psi in mačke. No, tale amandma žal tega ne zajema, vsekakor pa gre v pravo smer. Torej, prvi korak je že storjen. Zakon o zaščiti živali je v bistvu zdaj že kar daleč pripravljen, glede na to, da ministrstvo ostaja pod isto ministrico. Mislim, da bo ta ekipa vse te predloge v kratkem vložila. Tam se bodo vse te zadeve uredile. Kar se tiče potepuških živali, tudi zavetišč in tudi nekatere ostale podrobnosti, ki se nanašajo na lastnike živali, domačih živali. Mavrovičeva, kot je že omenila, je velika ljubiteljica živali. Doma z družino skrbijo za 2 zajčka. Kot povsod, žival je bila nekako na željo sina, ampak potem smo se pa vsi zaljubili v ta 2 zajčka. Tako da mislim, da ni skrbi, da za njih ne bi bilo dobro poskrbljeno, ker včasih se že kar malo cufamo za to, kdo bo za njih skrbel, najbolj se pa cufamo za to, kdo jih bo crklal. Ampak zajčki imajo, jaz pravim, da včasih še večji karakter kot muce, tako da o tem zelo oni odločajo, kdaj se bojo crklali, pa kdo jih bo crklal. Skrb za domačega kunca ni mala stvar. Je ena bolj zahtevnih živali, ki ima svoj karakter. Čeprav gre tukaj za domačega kunca, je to še vedno divja žival in se moraš prilagoditi tudi njegovemu tempu življenja, razlaga Nina Mavrovič. Kunci imajo velikokrat hitro težave z prebavili in to je lahko za njih usodno. V 24 urah, če ne obiščeš veterinarske ambulante, lahko poginejo. Krempelčki, zobki, obvezna sterilizacija pa kastracija, sicer vsaj pri samičkah, v par letih nastopijo rakava obolenja. Tako da kunci so velika odgovornost in tudi kar velik strošek. Vsakemu lastniku živali pa še svetuje. Jaz pravim, da bi si najprej moral malo finančne analize narediti, ker posedovanje živali prinese s sabo pa specialno hrano, pa vitamini, pa vse sorte.
Novost, ki so jo vnesli v zakonik, pa vsekakor prinaša samo pozitivno. Ministrica za pravosodje je ob sprejetju te novosti razložila, da naš zakonik v preteklosti ni sledil nemškemu, francoskemu ali avstrijskemu, v katerih je že urejen posebni položaj živali. Na žival ne moremo in ne smemo gledati zgolj kot na predmet, ki ga človek obvladuje. Njihova funkcija ni samo izpolnjevanje interesov lastnika. Zdaj pravila urejajo dopusten način ravnanja z živalmi in obveznosti, ki jih imamo ljudje do njih.